Živijo in dobrodošli na kanalu V naravo, jaz sem Peter in gremo v akcijo. Kako pa je treba tudi nekaj pojesti, preden gremo na turo. A ste že pogruntali, da sem danes v ene, mislim, da top 3 od biserov, naravnih biserov Slovenije, in sicer sem v Škocjanskih jamah in plan je danes skočiti na Vremščico. V štartu sem imel čisto drug plan, sem bil z Gorenjci zmenjen, ampak včeraj popoldne se je sestra en kolač naredila, ki je noter kavo dala, jaz nisem vedel, sem ga proti večeru jedel in nisem mogel zaspati, tako da zjutraj ni bilo zgodnega vstajanja, ampak vse je tako, kot mora biti, vse je z namenom in smo na sončku, super vreme je in Vremščica je tamle gor in me kliče. Zdaj pa bomo malo pogledali tule razglede v Škocjanske jame. Tole je klopca za princeso Štefanijo, ki je leta 1885 obiskala Škocjanske jame. Reka. Danes kar lepo divja. Tukaj je res fantastičen razgled. Tole je pogled na Vremščico. Tudi učno pot imajo tukaj, tako da boste izvedeli kaj novega o rastlinstvu in živalstvu. Pa verjetno tudi geologiji. Da mogoče povem še malo o poti, nisem je še nikoli prehodil. Na Vremščici sem bil do zdaj samo enkrat, pa še to je ne dobrih 10 let nazaj. Dolga je pot, mislim, da je dobrih 20 km. Sigurno ni zahtevna. Bom se pa krožno turo delam, tako da ostalo pa spotoma. Mogoče še ene dve besede o izhodišču. Škocjanske jame so v bistvu največje vodne jame v Sloveniji. Ta velika dvorana, mislim, da ima od dnu pa do stropa, da ima prek 100 metrov. In to dela to jamo toliko posebno in tudi mislim, da je to druga največja dvorana v Evropi ali na svetu, nisem čisto 100%. Seveda so pa tudi Škocjanske jame ena od, mislim, da 3-4 stvari, ki so zavarovane z UNESCO-ovo dediščino. Ja, na razpotje prihajamo, bom pol povedal, kar sem mislil. 440 metrov smo visok, gremo pa na 1000, mislim, da 27. Pol nazaj se bom vračal ob reki. To je reka, ki teče skozi Škocjanske jame. Reka izvira pod Snežniškim pogorjem oziroma to Snežniško planoto v bližini Ilirske Bistrice in potem preteče sem. Tukaj bomo videli, kje gre prvič v podzemlje. Ta del spet pride ven, to, kar smo videli, ker sem posnel pod klopco dol, je udornica, včasih je bila jama, pa se je potem strop udrl
In mislim, da pol še zadnjič ponikne, se pravi grovjamo in potem pride na plano nekje v bližini Trsta in se tam izlije v Jadransko morje. Sicer pa sem bil pred parimi leti, smo šli z Jamarskim klubom Borovnica pri Sežani, v bližini Sežane. Na italijanski strani me je ena jama, ki se zdaj ne spomnim, kako se imenuje, v bistvu brezno. Smo šli v to brezno, včasih je bilo to najglobje brezno na svetu, par, ne vem, 150 let nazaj. In prideš do reke, se tukaj nizko spustiš, do reke in smo tudi prišli, ne. Tako da gre tam pod Sežano, teče reka. Tamle po mojem, da čisto zadaj, da se vidi Kaninsko pogorje, spredaj je po mojem, da Čavanska planota, po mojem tamle je Nanos, pa seveda Vremščica. Ne glede na to, kje so ti daljnovodi, so grozni. Prečkamo glavno cesto Divača, Ilirska Bistrica in gremo proti letališču. Čeprav je na sončku kar toplo, je pa v senci še slana. Nisem vedel, da ima tako steza tlele. Čeprav izgleda potka naprej precej lepa, nas markacije peljejo levo. Takole se bom mogel pa kakšen markacist malo sprehoditi s škarjami. Zdaj delamo malo ovinka, ker se bližamo železniški progi in izgleda en prehod in potem bomo šli nazaj proti Vremščici. Če še niste v skupini, Facebook skupini V naravo, vas lepo vabim, da se priključite vanjo oziroma da jo všečkate. Prvič, noter lahko dolite svoje ideje za izlete, izlete, ki ste jih naredili, kakšne fotke in tako, da navdušite še druge. Drugi tudi to delamo, pač izmenjujemo si ideje, tako kot v veliko teh skupinah. Med drugim pa tudi vedno preden pride kakšen nov izdelek v naravo ven, tam vprašam ljudi, kakšne kombinacije oziroma katero varianto izdelka bi na primer imeli barvno. Da na primer buff, par dni nazaj sem ga objavil in ljudje kar pridno glasujejo. In med drugim se je to zgodilo, da so z Mojco, mojo oblikovalko oziroma mojo oblikovalko celostne podobe kanala V naravo, so imeli v mislih čisto druge buffe, ki so se pogarali, tako da se morala dela v sredo spet dobiti, pa predebatirati se še enkrat. Tako da ful hvala vsem, ker sodelujete v tem in itak bo, oziroma najverjetneje, če bo tehnično možno, bo to, kar vi hočete, tudi narejeno, ne. Isto tudi za kapo je bilo tako, pa za kapa zdajle, ena nova kapa ven tudi pride, pa hlače bo tudi, no. Hlače so pa malo drugače. Zavijamo desno.
A veste, zakaj tukaj borovci rastejo po tem kraškem svetu? Med drugim pač eden od razlogov ali pa glavni razlog je to, da so zelo nezahtevni. Zelo nezahtevna drevesna vrsta in ne rabi dosti zemlje, tudi ne vem koliko dobro zemljo, da uspeva. In to je en razlog, no. Drugi razlog je pa tudi to, da so ta slovenski kras prej ta domorodna vrsta ne bi bil hrast, pa so ga Benečani posekali za benetke. Zelo, zelo zgledno označeno. Ena zelo pomembna tema. Po statistiki na kanalu v naravo vas več kot 2/3 ljudi, ki redno gledate kanal, ni prijavljenih oziroma tako prijavljenih, upisanih na kanal. Zdaj, če vam ni težko, bi meni pa kanalu zelo pomagali, če se vpišete, sploh če redno gledate kanal. Zdaj, če ga redno ne gledate, pa je tole prvi video, ko ga gledate, pa ga sploh ne boste več gledali, pol se ne vpisati na kanal. Če pa redno gledate, bi pa res vas lepo prosil, ker pomagate s tem kanalu, vas pa itak to nič ne stane, je pa to samo en klik, pa seveda tudi like dajte video. Hvala. Zdaj se pa počasi začel vzpon. Z vzpenjanjem se bo pa verjetno jačal tudi veter. Gor mora kar pihati. Se pa pride ven z gozda, se pa ne pozabiti okoli obrniti. Postank za malico. Počasi prihajam na greben. Letališče, daljavi po morje. Višje pa verjetno ne gre. Čeprav smo na začetku februarja, me tale fliker snega kar preseneča. Se pa tukaj na Vremščici, se pravi v toplejšem delu leta, pasejo slovenske avtohtone ovce. Pa zdaj ne vem, kako se imenujejo. Poleti, če boste prišli, bo tukaj res kar nekaj ovc. Nekaj imamo pa še, a ne? Tole me pa malo na Bosno spominja. Takale prostrana planota, travniki, nič gozda. Zdaj sem vedel, da gre gor čist po grebenu, tudi ena pot, ko da bom tole cesto zapustil, ker po travnik posekal čist na vrh. Je ziher bolj luštno hoditi, kot po cesti. Evo je potka. Ne vem, kje sem jo falil.
Je pa tole zelo smela odločitev. Veliko prijaznejše vreme kot pa na oni strani. Zavetje namreč. Pa ga je spulil reveža. Tukaj prihajam pa na razpotje, ker bom pol za nazaj bom desno zavil Škocjanskim javom. Novo razpotje. Tukaj sem pa iz Senožeč, takrat ga prišel, ker sem šel prvič na Vremščico. Lahko poleg te krožne ture, ki jo danes delamo, tudi Senožeč delaš krožno turo. Tukaj, ko sem jaz se gor vzpenil, čez železnico, ko sem prišel do prvega razpotja, je bilo tudi desno, je bila markirana pot proti Senožečam, tako da lahko tukaj gor priješ, pa pol po tej, ko sem jaz prišel, nazaj krožno delaš. Če sem do tam, ko sem prišel do grebena, srečal sem 2 človeka, ki je tukaj do vrha, proti vrhu, pričakovano veliko bolj živahno. Tukaj je pa že kar na Šmarni gori. Evo ga, dobrodošli na Vremščici. Presenetljivo, zelo malo piha. Oziroma skoraj nič. Tole dol je snežnik. Tamle se vidi tovarno Plano Pur. Tole so javorniki, ne. Pa tukaj zadnje je Pivka, to je Postojna. Tamle je Nanos, zadnji so Južne Bohinjske gore, pa Tolminske, seveda z te strani so Tolminske. Tamle Trnovska planota z Golaki. Kaj se lepo morje vidi. Tamle je Tržaški zaliv. Tako nekje bo Koper bo po mojem tako malo zadaj. Škoda, da se je malo pobličil. Tole je pogled proti Čičariji. Slavniki tlele. Tamle zadaj pa Učka.
Snežnik pa prav bogo bil. Glih tako, da se malo vidi. Kakor je dol par avto kazal pomladansko vreme, tako dišal po pomladi. Tlele gor kar zima. Nič, jaz sem si malo najedel. Malo nagledal, tilih razgledal. Zdaj pa pičim nazaj dol. Je kar hladno. Sem šel prav na rob, da se lepo vidi tudi letališče. Tamle te skale, malo levo od letališča, to mora biti pa Škocjanske jame, pa Škocjan. Sprav mi zdaj bomo šli pa bolj levo dol, pa ob reki proti Škocjanskim jamam. Glede na uradne časovnice, saj tamle na eni od tabel, ne bi bil ta spust, ko grem, za nekje 1 uro daljši kot pa vzpon. Tukaj je po mojem najlepši pogled na Nanos. Nazaj na razpotju. Celo uro pa pol več bom porabil. Mogoče še ena dobra ideja za obisk Vremšice. Tukaj spodaj je ena železniška postaja, ki zdaj ne vem, bi mogel pogledati, no. Bom v opis videa dal, tako. In imate nekje uro pa pol do 2 uri vzpona iz železniške postaje. Se pravi, se lahko sem z vlakom pripeljete, greste gor, dol, nazaj na vlak, pa domov. Sploh tisti, ki ste v pokoju, oziroma po domač penzionisti, ki imate zastonj vlak, je to sploh bomba, ne. Sledimo kar Magajnovi poti. Pa tudi markacije grejo tle. Koliko se pa čuti zdajle, ko se spuščam dol, tako kar ene take tople valove prihajam in se treba precej hitro sleči. Pojma nimam, kva je to, pa izgleda kot en vagon. Aha, zdaj smo pa še pri enem izhodišču. Samo še 3 urce pa pol. Po nekaj 10 metrih nas pot povabiljev. Prav markacije pa kaže po cest naprej, ampak vem, da se pa tudi ta pot markirana, oziroma pa cesta se nekje spet združita, tako da je zaenkrat po teli. Na temle razpotju pa zapustimo Magajnovo pot, pa gremo desno. Nimamo več toliko dosti. Pejte še malo z mano. No, tukaj pride pa spet markirana pot dol, pa izsledimo čez 100 metrov, pa spet levo vidim. Mi je pa res zanimivo, zakaj ni tle markirana, ko sem šel. Možno glih zaradi te požarne poti, ne vem. Ampak nek razlog je. Res imajo vzorčno, oziroma zelo vzorno markirano, ne.
Tole, ker razpotje poti mora biti tam, tako kot sem zdaj, ob razpotju markacije in pol še ena potrditvena čez kakšnih 10-15 metrov. Evo ga kamperista in ga je. Včasih je bilo tle morje, zdaj ga je podnesel. Malo heca, ne. Zdaj bo treba prečkati pa železniško progo. Ko prečkate železniško progo, morate biti pozorni, ko vlak voz po drugi strani, oziroma iz druge strani prihaja kot avti, kot imamo na cestah prometno. Upam, da sem razumljivo povedal. Čeprav nas tale pot naprej vabi, gremo mi tle na tole potko. Tukaj bi pa lahko bila kakšna markacija. Tule pa enega elektromagnetnega sevanja, ki je tukaj daljnovodov. Spet na sonček prihajam. Do izhodišča je še 2:45, na Vremščico je pa 2:15, se pravi smo že skoraj na polovici za nazaj. Sem zanimiv, če te dve sešteješ skupaj, je to 5 ur, gor je bilo pa 4 ure, pa mogoče 15-20 minut še do vrha. Da ti je tle v dolini počasneje hodijo, ko oni gor. Prečkamo cesto. Ko vem, da nekateri zanima, smo v vasici Famlje. Upam, da sem prav naglasil. Aha, zdaj se pa že neko bučanje sliši. Tlele pri vikendi, zavijemo pa s ceste. Še 2:15. Je pa orenk vodnata reka. Sigurno kakšni stanki mlinov, ki jih je bilo tlele na reki sigurno dosti. Ja, pišu, kako je se veme. Tukaj imamo pa razpotje in mislim, da sem jaz tlele že hodil, da smo krožno pot tle delali, da tale bi bila težja pot na Polažja. Upam, da ni poplavljena tale težja. Temu se reče pa Kraški izvir. To prišli pa lahko rafting tlele, ki je tako divja. Porezali so, pospravili pa še niso za sabo. Peščena plaža, kot na morju. Aha, zdaj pa če kaj prav vem, tamle čez sem tudi že bil. In za ovinkom reka steče v Škocjanske jame. Kar malo treba zadihati, da se tlele gor pride. Še 1:15. Tukaj se pa spomnim, ja, tukaj smo imeli pauzico med pohodom, ki smo šli tlele okoli. Organiziran pohod med tle enkrat na let. So pa ogromne murve, drevesa. Vrhunski sadež je to. Živa? Ne vem točno, kaj bo tle, čeprav takrat, ko smo okrog delali, sem verjetno slišal, ampak nisem bil dosti pozoren, ampak nek dvorec verjetno. Rekel sem, da za ovinkom reka gre v jamo, ampak če se ne motim, sem rekel, ampak sem se motil. Smo še v tej dolini, zdaj sem še enkrat dol spustil, pa pridemo do tega vhoda v jamo, kakor se spomnim. Pogled, kje smo bili danes.
Tamle mislim, da že Škocjan ali Škocjan, mislim, da je Škocjan. Da na Dolenjskem je pa Škocjan. Tole pa ta prav kanjon reke. Še en nekdanji mlin. Kakšne mogočne stene. Tukaj so pa imeli ali pa imajo kopališče poleti. Mislim, da še kar imajo. Pod bojko igrajo, morajo pa vsi zelo s feelingom igrati. Polno je tlele ostankov mlinov. No, tukaj je pa zdaj res tisti del, kjer z ovinkom reka gre v Škocjanske jame. Še pa urce. Semle pot vodnih zakladov. Ta vasica spomni Škocjan, ali pa Škocjan, pa ke Betanja. Sicer bi bilo bližje do avta tam čez vasico, ampak vam hočem še malo lepot pokazati. Tukaj je pol voda zunaj jame ven pride, sta prve, pa spet ponikne, pa gre proti Jadranskemu morju. Tamle gor je tisto razgledišče, ko sem bil pa prej gor. Zdaj pa gremo tlele po potki dol. Dol se spustimo, pa po uni strani nazaj gor do avta. Vidite, kako so potke klesali včasih. Res so bili, včasih so bili nori ljudje. No, tle smo pa zdaj prišli do zaprtih vrat in bom mogel nazaj goriti. Tole je pa še zadnje razgledišče danes. Prideš do avta pa še sonček, kako se že pozna, da je daljši dan. Kako se vam je zdel tale pohod? Meni je bil ful dober spet. Saj vem, vsakič mi je ful dober, ampak tako je, res je. Spet nekaj čist drugega, ka pa po Alpah ali pa tudi drugo, ker sem šel zadnjič po prejšnjo turo po Kjeviški Vintgar. Čist pohodna, lahka, sicer kar precej dolga, ampak nič kaj preveč zahtevno, tudi višincev ni ne vem koliko. Tako da, če le imate malo kondicije, pa čas, cel dan, da se sprehajate, je to. Dajte kakšen komentar, sploh te, ki poznate malo več tle okoli, če bi bilo kje drugje iti boljše, če mi je všeč ideja. Drugače se da pa itak in skrajšati in podaljšati in vse te stvari. Za začetek Škocjanske jame je malo za tisti nekaj več, da vidiš, pa pol zdaj še za konec. Če bi radi pa itak vse videli, pa treba pa karto plačati ali pa ujeti dan odprtih vrat. Tudi to se da. Mislim, da enkrat spomladi, da ga imajo. To je, mislim, da to. Imejte lep dan še naprej, uživajte, pejte v naravo, radi se imejte, mi se pa kmalu vidimo. Čau!